enkrat lepo pozdravljeni na Dimičevi ulici. Danes smo sklicali novinarsko konferenco Nacionalnega preiskovalnega urada. Eno leto od ustanovitve je za nami in čas je, da predstavimo rezultate dela in seveda odgovorimo na nekatera vprašanja. Vaš sogovornik danes bo direktor urada, magister Hari Furlan, ki bo v uvodnem delu predstavil nekaj ključnih poudarkov o delovanju urada v prvem letu in o načrtih za v prihodnje, potem bo pa odgovoril na nekaj vaših vprašanj. Sporočilo za javnost oziroma informacija, ki imate pred sabo, bo potem objavljena seveda v elektronski obliki na spletu, posredovana tudi po adremah, vključno z zvočnimi posnetki. Prosim vas pa, če se lahko na sezname vpišete, tako kot je to običajno. Če smo pripravljeni, kamere najbrž so. Tako. Ok, hvala. Gospod Furlan, izvolite. Hvala. Lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Kot je že gospod Menegale povedal, leto je naokrog in mislim, da je prav, da vam v grobih orisih opišem dosedanje delo NPU in nekako načrte za prihodnost. Lahko rečem, da je leto, ki je bilo za nami, bilo dokaj delovno in zahtevno in lahko rečem tudi, da sem glede na dosežene rezultate zadovoljen in ocenjujem delo Nacionalnega preiskovalnega urada v prvem letu svojega obstoja kot uspešno, pri čemer bi še posebej poudaril zavzeto in strokovno delo vseh preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada, kot tudi drugih kriminalistov, ki so v različnih fazah postopka sodelovali s preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada. Če bi čisto na kratko zdaj malo statističnih podatkov, čeprav nekateri so bliže objavljeni in smo v fazi te tako imenovanega zbiranja teh statističnih podatkov, tako da niso ravno vsi še dokončni. Lahko povem, da je NPU takoj po ustanovitvi že začel s preiskovanjem kaznivih dejanj s področja, ki mu tudi, za katerega tudi pristojen za preiskovanje, to je z področja resne gospodarske kriminalitete in tako smo v letu 2010 prevzeli v reševanje 17 kompleksnih zadev. Zakaj kompleksnih? Zato, ker gre za zapletene zadeve z več osumljencev, kjer se vloge med osumljenci prepletajo, ne samo med njimi, tudi posamezne zadeve se lahko v določenih stičnih točkah srečujejo. Podali smo v lanskem letu na pristojna državna tožilstva 23 kazenskih ovadb in ovadili smo 73 osumljencev. Glede podanih kazenskih ovadb lahko povem, da skoraj ne zaznavamo dejstva, da bi nam tožilstva vračala kazenske ovadbe v dopolnitev oziroma da bi bile naše kazenske ovadbe zavržene, kar nedvomno kaže, kar je nedvomno eden izmed pokazateljev, da so kazenske ovadbe kvalitetne in na nivoju. Opravili smo tudi 62 hišnih preiskav, trenutno pa imamo v delu kar nekaj širših kompleksnih zadev tudi v različnih fazah preiskovanja. Posebno pozornost, kot sem že na začetku povedal, dajemo prav tako imenovanim finančnim preiskavam, sledenju nezakonito pridobljene protipravne premoženjske koristi in podajanje pobudam tožilstvom za zavarovanje le-teh. Tako smo v lanskem letu podali 10 pobud na različna tožilstva za zavarovanje protipravne premoženjske koristi. Trenutno imamo s sklepi sodišč zavarovanih za 5,5 milijona, začasno zavarovanih za 5,5 milijona evrov protipravne premoženjske koristi, za 5,5 milijona evrov premoženjske koristi pa
so podane 4 pobude in so trenutno v fazi tožilskega odločanja. No, ravno danes bo šla na tožilstvo še ena pobuda za začasno zavarovanje protipravne premoženjske koristi in sicer v višini 6 milijonov evrov. Nekaj bi še povedal o sodelovanju med Nacionalnim preiskovalnim uradom in tožilstvom. Mi se zavedamo, da je prav dobro sodelovanje in uspešno sodelovanje s tožilstvom glavni ključ do uspeha. Zato temu namenjamo veliko pozornosti. Lahko rečem, da se bo Nacionalni preiskovalni urad še naprej prizadeval za to, da bi bili tožilci vključeni pri preiskovanju kaznivih dejanj že v nezgodno fazo kazenskega postopka in da bi že od vsega začetka bili zraven pri preiskovanju samega kaznivega dejanja. Pri čemer se zavedamo, da je tožilstvo organ pregona in odločanja v predkazenskem postopku, policija pa je organ preiskovanja in odkrivanja. Tu so vloge jasne in glede tega ne sme biti nobene dileme. Tako da sodelovanje s tožilstvom ocenjujem glavnem kot zadovoljivo. V posameznih primerih je seveda boljše, v nekaterih pa pride včasih do problemov. Ti problemi se potem poskušajo reševati s skupnimi delovnimi sestanki za izmenjavo mnenj. Pripombo pa imam, da je včasih preteče preveč časa s strani tožilstva glede odgovorov na naše pobude za zavarovanje, predvsem za uvedbo prikritih preiskovalnih ukrepov, ko damo določene predloge. Bil je parkrat kršen pač določilo zakona o kazenskem postopku, ki določa, da mora organ, ki odloča o uvedbi teh prikritih ukrepov, svojo odločitev nekako sprejeti v 48 urah. Seveda se zavedamo, da do tega lahko pride tudi zaradi preobremenjenosti samega tožilstva. Vendar je prav za preiskovalce zelo pomembno, da so tožilske odločitve sprejete kar se da hitro. Nikoli se ne bomo mi spuščali v odločitev tožilstva in jo pač odločitev tožilstva je njegova odločitev, on ima do nje pravico, mislim pa, da imamo tudi mi pravico, da zahtevamo, da je ta odločitev sprejeta v kar se da hitrem roku. Nekaj bi povedal še glede ustanavljanja specializiranih preiskovalnih skupin. Sama ideja glede teh specializiranih preiskovalnih skupin je dobra. Določajo zakon o kazenskem postopku v 160a členu ZKP, vendar v praksi ni zaživela. Tako da do danes nimamo še niti ene specializirane preiskovalne skupine ustanovljene. Mi smo dali na tožilstvo pobudo za ustanovitev specializirane skupine v enem primeru. Dobili smo strani tožilstva negativen odgovor. Jaz vem, da sam zakon je lahko pomanjkljiv, ko določa to delovanje teh specializiranih skupin. Vendar, če jih ne bomo začeli ustanavljati, niti ne bomo videli, kje je ta zakon pomanjkljiv in niti ga ne bomo mogli kdaj popraviti. Mislim, da ne gre samo za, s temi specializiranimi skupini, ne gre samo za ta uspešnejši način preiskovanja in zbiranja dokazov pod vodstvom tožilca, vendar tudi mislim, da imajo ustanovitev teh specializiranih skupin tudi velik simbolen pomen. Nekako se pokaže, da različne državne inštitucije lahko stopijo skupaj v določenem trenutku in zbirajo dokaze zoper določenega osumljenca kaznivega dejanja, vsak seveda s svojega stališča pod vodstvom državnega tožilca. Prav tako lahko povem, da je tudi sodelovanje z drugimi organi, državnimi organi dobro. Predvsem bi rekel, da je zelo dobro z Uradom za preprečevanje
pranja denarja, računskim sodiščem, z davčno upravo dobro sodelujemo, pa tudi s Komisijo za preprečevanje korupcije. V enem primeru, ko smo ga skupaj obravnavali, ste videli, smo na tiskovni konferenci skupaj nastopili nekako tudi simbolno, pokazali na neki simbolni ravni, da če organi različni lahko tudi v določeni fazi stopijo skupaj, tudi če imajo vsak svoje pristojnosti v določeni fazi kazenskega postopka. Zdaj glede kadrovskega stanja še par podatkov. Trenutno je zaposlenih 45 preiskovalcev in 5 vodij preiskav. Od teh 45 je treba vedeti, da imamo 16 novih preiskovalcev, ki so prišli v Nacionalni preiskovalni urad s 1.12. In so trenutno na kriminalističnem tečaju, ki ga zaključijo prihodnji mesec in bodo takoj v začetku marca že vključeni v obstoječe ekipe preiskovalcev. V glavnem gre za ljudi, ki prihajajo od zunaj, iz raznih agencij, iz raznih državnih služb, predvsem za ljudi z ekonomskimi znanji. Imamo sistematiziranih še v bistvu 17 prostih mest in jih bomo, načrtujem, da jih bomo tudi tekom leta v skladu s finančnimi zmožnostmi tudi nekako dopolnili. Zdaj glede prihodnosti, jaz mislim, da mora Nacionalni preiskovalni urad iti po začrtani poti. Mislim, da si je že dobil v tem slabem letu svoj položaj in svoje mesto kot avtonomna kriminalistična enota znotraj same policije in tudi navzven. Seveda si bomo kot prioriteto dela bomo še zmeraj zasledovali kazniva dejanja, ker pride do zlorabe predvsem javnih sredstev. Zasledovali bomo protipravno premoženjsko korist in predlagali njeno, podali tožilstvo pobude za začasno zavarovanje le-te. Posebna pozornost bo namenjena tudi multidisciplinarnemu pristopu preiskovanja te najzahtevnejše kriminalitete in še naprej bomo vztrajali s predlogi za ustanovitev specializiranih preiskovalnih skupin, ker mislim, da je ta model, profesor Dobovšek ga imenuje švedski model, vendar ni treba na Švedsko, ga imamo že tle v našem zakonu o kazenskem postopku, samo začeti ga je treba uporabljati. Kar se tiče pa zakonodaje, glede predvsem mislim, da bomo tudi mi sodelovali s svojimi pobudami, predvsem pri spremembi ZKP v smislu, kjer gre za zakonodajo z področja tako imenovane razširjene konfiskacije, čeprav se je treba zavedati, da sama sprememba zakona tudi ne bo vsega rešila na tem področju, pa tudi pri spremembah kazenskega zakonika bomo, mislim, da so potrebne pri nekaterih kaznivih dejanjih, predvsem pri kaznivem dejanju nevestnega dela, kjer je še zmeraj predpisana kazen zapora do 1 leta, gre pa za kaznivo dejanje, kjer lahko uradna oseba naklepno zlorabi svoj položaj na tak način, da odtuji sredstva v več 10 milijonih evrov. Jaz sem imel toliko.